Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat bomo prisluhnili čudoviti Disneyevi pravljici, ki nam bo skozi zgodbo pokazala, kako lahko pasja ljubezen združi dva popolnoma različna svetova. To je zgodba o prefinjeni in nežni psički dami ter pogumnem in svobodnem potepuhu. Čeprav prihajata iz različnih okolij, ju povežeta iskreno prijateljstvo, pogum in seveda ljubezen. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zgodbi z naslovom Dama in potepuh. Bilo je na božični večer. Mesto je pokrival svež, bel sneg. V oknih hiš so migljale sveče, smreke po vrtovih pa so sijale od okraskov v vseh mavričnih barvah. V hiši Dragijevih so pod božičnim drevescem ležala lepo zavita darila. To je zate, ljubica, je rekel Ivo Dragi in podal ženi največjo škatlo. Ko je gospa Dragijeva privzdignila pokrov, je zagledala glavico lepega mladega španjelčka. Kako je srčkan, je vzkliknila. Srčkana, jo je popravil Ivo. To je mala dama. Takšno ime sta ji tudi dala. Dama. Dragijeva sta imela damo rada in sta jo razvajala kakor pravo damico. Ko je od njiju dobila lepo ovratnico s svojim imenom in naslovom, se je počutila polnopravno članico družine. Dama je imela pasja prijatelje iz enako imenitnih hiš, škotskega terjerja Medota in ptičarja Sultana. Nič ji ni manjkalo in bila je res srečna. Toda na vsem lepem sta jo ljubljena gospodarja začela zanemarjati. Nista se pogovarjala z njo, še poglediti je nista več utegnila. Užaloščena dama je zaupala svojima prijateljema. Gospa cele dneve plete in me nikoli ne pelje na sprehod. Ves čas govori o nekakšnem srečnem dogodku, le na kaj misli. Ravno takrat je prišel mimo mešanec potepuh na brid postopač. Kar pozabi na okusne zalogajčke in mehko blazinico pred kaminom. Tvoja gospodarica pričakuje otroka, to pa pomeni konec naklonjenosti. Zdaj te čakajo ostanki kašice in pasja uta. Dama ni mogla verjeti lastnim ušesom. Nikar ga ne poslušaj, je zarenčal Medo. Gotovo se ne bo zgodilo nič takega. Res je vedno tako, se ni dal potepuh. Ko pride v hišo otrok, psu trda prede. Na koncu je otrok prišel na svet. Bil je ljubek fantek. Vsi so se zbrali okrog zibelke, tudi dama, ki je bila navdušena nad malčkom. Potepuh ni imel prav, je pomislila, ko je gledala na smehljanega dojenčka. Vsi skupaj bomo ena sama velika srečna družina. Res je bilo nekaj časa vse v najlepšem redu. Toda nekega dne je v hišo prišla teta Sara. Pripotovala je s kovčkom in 2 domišljavima siamskima mačkama. Nekaj časa naj bi skrbela za otroka, ker sta se Dragijeva odpravljala na potovanje. Zoprni mački sta se takoj spravili nad zlato ribico. Dama jo je poskušala braniti, toda akvar je pristal na tleh. Kdo je povzročil ta nered? Je zakričala teta Sara, ki je pritekla v sobo. Gotovo ta grozni pes.
Od danes naprej boš, ljuba gospodična, nosila nagobčnik. Dama doslej sploh ni vedela, kaj je nagobčnik. Toda, ko ga je začutila na gobčku, je to mahoma postalo jasno. Zgrožena je pobegnila iz hiše in se zapodila skozi mesto, ne da bi sploh gledala, kam teče. Na lepem se je znašla v nekakšni uličici, kjer so se za njo pognali strašni klateški psi. Na srečo se je prav tedaj v bližini znašel Potepuh. Potepuh se je v dolgem skoku pognal med napadalce, jim svareče pokazal zobe in zarežal: "Poberite se odtod!" Napadalci so osramočeni pokazali pete. "Je že dobro, mala, zdaj si na varnem," jo je pomiril Potepuh. "Toda kje si staknila to svinjarijo na gobčku? Pridi, poznam nekoga, ki ti bo pomagal, da se iznebiš." Potepuh je damo odpeljal v živalski vrt, kjer je bilo veliko različnih živali. "To je mojster, ki ga iščeva," je vzkliknil, ko sta zagledala bobra, ki je gradil jez na potočku. Kako vam lahko pomagam?" jo je vprašal bober. "Midva lahko pomagava vam," mu je iznajdljivo odvrnil Potepuh. "Čudovito orodje za vleko debel imava. Samo sneti ga je treba s te mlade dame." "Nič lažjega," je vzkliknil bober. In je grizel, dokler ni dame rešil nagobčnika. Hotela sta proslaviti, da je dama zdaj prosta, zato je Potepuh povabil v picerijo svojega prijatelja Tonija. Lepo, da si se oglasil, Potepuh," je zaklical Toni, ko je zagledal psa. "Kdo pa je ta lepotica?" je dodal, ko je opazil damo, ki je sramežljivo zardevala. "Tvoja nova zaročenka? Poslušaj dober nasvet in je nikar ne izpusti iz šap." Takoj zatem sta dama in Potepuh že sedela za veliko skledo špagetov. Toni in kuhar Janez sta jima igrala italijansko serenado. Na lepem sta dama in Potepuh slučajno potegnila za isti špaget in se dotaknila smrčkoma. Zagledala sta se drug drugemu globoko v oči in spoznala, kaj je ljubezen. Po večerji sta odšla na grič, s katerega sta videla zvezdnato nebo nad seboj in luči mesta v dolini. "Hvala ti za prelep večer," je vzdihnila dama. "Jaz se moram zahvaliti tebi," je galantno odvrnil Potepuh. In sta zaspala drug poleg drugega v mehki travi. Naslednje jutro se je dama prebudila že ob svitu. "Ojoj," je vzkliknila, "kje pa sem? Kje sta moja gospodarja in otrok? Pri priči se moram vrniti domov." Potepuh jo je zaman poskušal zadržati, zato je nazadnje predlagal, da jo bo pospremil. Toda spotoma sta naletela na kokošnjak. "Ali si že kdaj preganjala kokoši?" je vprašal Potepuh. "Kaj pa si misliš?" mu je užaljeno odgovorila dama. "Potem sploh ne veš, kaj je zabavno." Mogoče se je to zdelo zabavno nepridipravo Potepuhu, toda dami ni bilo prav nič všeč kokodajsenje kokoši in perje, ki je frčalo na vse strani. Še manj pa je bil všeč lastnik kokošnjaka, ki jo je začel loviti. Dama in Potepuh sta planila na cesto. "Ali ni bilo čudovito? Kaj praviš, mala?" je vprašal Potepuh. Nihče mu ni odgovoril. Ozrl se je naokrog. O dami ni bilo ne duha, ne sluha. Ni vedel, da jo je jel konjederec in da se je znašla v zavetišču za potepuške pse. Na srečo je čuvaj opazil vratnico z naslovom in obvestil teto Saro, ki je damo odpeljala iz pasjega zavetišča.
Dama je bila presrečna, da gre domov. Toda ko je po vrnitvi teta Sara z verigo priklenila k pasji utici, jo je zagrabil obup. Medo in Sultan sta jo poskušala potolažiti, toda revica je bila neutolažljiva. Ko je prišel k njej na obisk Potepuh, mu je jezno zabrusila. Ti si vsega kriv, pustil si me samo. Mislil sem, da tečeš tik za mano, se je opravičeval Potepuh. Niti besede več, je zakričala dama. Nikoli več te nočem videti. Potepuh je odšel s podvitim repom in si razbijal glavo, kako bi se spet pridobil damino naklonjenost. Ko se je mračilo, je dama ležala v utici in tuhtala, ali se bosta njena gospodarja sploh kdaj vrnila. Potopljena je bila v žalostni misli in ni niti opazila velike podgane, ki se je prikradla iz grmovja. Zagledala jo je šele, ko je stekla prav mimo nje. Videla je, kako je splezala po hišnem zidu in skozi okno skočila v otroško sobo. Dama se je pognala za hudodelko, toda zadržala jo je veriga. Ni mogla storiti nič drugega, kot da je lajala in renčala, kar so ji dala njena pasja pljuča. Ko je teta Sara zaslišala glasno tuljenje, se je nagnila skozi okno. Tiho tam, je zavpila. Preklemanski cucek. Toda dama je še naprej na ves glas lajala. Slišal jo je Potepuh, ki je sklenil, da bo čuval svojo izvoljenko. Kaj se je zgodilo, mala? Jo je vprašal. Podgana, je zakričala dama. Otroku bo storila kaj žalega. Potepuh je zdrvel kot strela, stekel je po stopnicah in planil v otroško sobo. Prihitev je v zadnjem trenutku, saj se je ostudna zverina že bližala zibelki. Začel se je neusmiljen boj. Podgana je praskala in grizla, toda Potepuh ni popustil, ker je vedel, da je otrokovo življenje odvisno od njega. Dama v obupu, ker je otroku in Potepuhu pretila nevarnost, ni nehala lajati in se trgati z verige. Wow, wow, na pomoč! Strah je vlil novih moči in veriga se je nenadoma pretrgala. Dama je kot strela zdrvela v otroško sobo. Z olajšanjem je ugotovila, da je otrok živ in zdrav. Iza naslonjača pa je stopil Potepuh. Je že dobro, je rekel. O, Potepuh, je vzkliknila dama. Kakšna sreča, da se ti ni nič zgodilo. V tistem trenutku je v sobo pritekla teta Sara, oborožena z metlo. Kaj počneta tukaj vidva cucka? Je zaklicala. Zdaj bosta videla, kako končajo podli psi, kakršna sta vidva. Potem, ko je Potepuha zaklenila omaro, damo pa v klet, je poklicala konjederca. Konjederec je brez odlašanja prišel in začel vleči Potepuha v svoj voz. Ta prizor sta opazovala Medo in Sultan. Prav mu je, klatežu, je rekel Medo. Kaj je sploh iskal v damini hiši? To mi nekam smrdi, mu je odgovoril Sultan. Prav v tistem trenutku je nekdo poklical damo po imenu. Dama je poskočila od veselja. To sta bila Dragijeva. Končno sta se vrnila. Teta Sara se je začela pritoževati nad damo, ki so jo spustili iz kleti, toda Ivo Dragi ji ni verjel niti besede. Videl je, da ima psička poskuša nekaj povedati. Poglej, ljubica, je zaklical ženi. Dama bi rada, da greva z njo gor. Oba sta brž stekla v otroško sobo, teta Sara pa jima je sledila. Malo prej sem jo našla tu notri s tistim ušivim potepencem, je rekla.
Gotovo sta hotela kaj narediti otroku. Takrat je dama z zobmi odgrnila zaveso. Ko sta Dragijeva pod naslonjačem zagledala mrtvo podgano, sta spoznala, da je bilo prav nasprotno. Dama in Potepuh sta rešila njunega sinka. Dragijeva sta pri priči stekla v avto, da bi dohitela konjederčev voz z ubogim Potepuhom. Medo in Sultan, ki ima je dama brž zalajala, kaj se je pripetilo, sta se sramovala, ker sta tako slabo mislila o Potepuhu in sta se še sama pognala za vozom. Psi so hitro zavohali sled in so prvi dohiteli konjederca. Sultan je konjema zastavil pot. Z glasnim laježem ju je tako zelo splašil, da sta obstala kot pribita in se je voz prevrnil na bok. V tistem hipu je pripeljal avto Dragijevih. Iz njega je na cesto skočila dama. Potepuh, saj ti ni nič hudega? Je prestrašeno vzkliknila. Potepuh se je iz te nezgode izvlekel brez ene same praske, zato pa je Sultan padel pod kolesa. Slabo je z njim, je stokal obupani Medo. Ivo Dragi je pogumnega psa nemudoma odpeljal v bolnišnico. Junaški stari sultan je še rahlo šepal, ko sta se za božič z Medotom odpravila obiskat prijatelja. Dama in Potepuh sta se poročila in naselila pri Dragijevih. Leto dni kasneje sta bila dama in Potepuh ponosna starša 4 očarljivih kužkov, 3 punčk, ki so bile lepe kot njihova mama, in fantka, ki je bil vsem podoben očetu. Prijatelja Medo in Sultan pa sta z njimi preživela še marsikatere vesele praznike in še velikokrat so obujali spomine na prigodo, ki se je tako srečno končala. Kako ganljiva in čarobna zgodba. Prava ljubezen ne pozna meja. Resnične vezi ne poznajo razlik, temveč rastejo iz zaupanja, prijaznosti in ljubezni. Zgodba o dami in Potepuhu nas prijazno opomni, da sreča rada potrka na naša vrata, ko odpremo srce, tudi za tiste, ki so drugačni od nas. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni nepozabni Disneyevi pravljici z naslovom Levji kralj. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi dame in Potepuha. Čau, čau. Bravo, čudovita pravljica.